Pozdravljeni! Minule dni je verjetno še najbolj zaznamoval prvi šolski dan. V 7 osnovnih šol v občini Ormož se je spet odpravil 901 šolar. Od teh je 93 prvošolcev in 5 novincev na osnovni šoli Stanka Vraza, ter 111 tistih, ki v šolskem letu 2025-2026 osnovno šolanje zaključujejo. Tako kot najbrž na vseh ostalih šolah je zbrane šolarje pred vhodom v šolsko zgradbo v Ormožu pozdravil ravnatelj, ki je med drugim dejal: Veliko dni pouka imamo pred sabo, veliko različnih dnev dejavnosti, različnih priložnosti za učenje in rast. Tako da želim vam, da to šolsko leto, ki je pred nami, čim boljše ujamete v svoja jadra in čim boljše izkoristite sebi v prid. Tako da šola je pripravljena in odprta, da lahko vstopimo v njo. Dobrodošli. Na osnovni šoli Ormož imajo 310 šolarjev, 42 jih v novem šolskem letu osnovno šolanje zaključuje, 25 pa jih je v prvem razredu. Si se kaj posebej pripravljala? Ja. Misliš, bo drugače kot prej v vrtcu? Ja. Se boš pridno učila? Kakšni so tvoji načrti? Boš pridna? Ja. Kaj pa pravita ati pa mamica? Ste vesela, da si prvošolka? Ja. Ne samo za šolarje, tudi za starše z novim šolskim letom pridejo nove skrbi. Ja, malo stiska. Je pa že druga, tako da smo že sprovali, kak je, pa upamo, da bo super, no. To pomeni, da imate 2 šolarki, ne? To je kar skrb, ne, za starše? Ja, je kar, ja. Ampak se trudimo nekako, pa gre. Kdo pa bo z otrokom hodil v šolo, glede na to, da je kar potrebno? Ja, je pa starejša že 6. razred, tako da bo ta kar mogle biti. Bomo pa seveda spremljali, če bo to šlo tako, kak treba. Želimo vam torej uspešno novo šolsko leto. Za starše je tudi to zelo pomembno. Zelo, zelo. V občini Ormož imamo na vseh 7 osnovnih šolah 93 prvošolcev in 5 novincev, ki letos obiskujejo osnovno šolo Stanka Vraza. Sicer pa so številke takšne. Na osnovni šoli Velika Nedelja imajo skupaj s podružnično šolo v Podgorcih 300 šolarjev, 220 jih je v Veliki Nedelji in 80 v Podgorcih. V Veliki Nedelji imajo 27 prvošolcev, v Podgorcih 15. 9. razred obiskuje 33 šolarjev. Na osnovni šoli Ivanjkovci je 110 osnovnošolcev, 10 jih je v prvem razredu in 14 v 9. Osnovna šola Miklavž pri Ormožu ima s podružnično šolo na Kogu skupaj 147 šolarjev. Od teh jih je v Miklavžu 114, na Kogu pa 33. Prvarji bodo v Miklavžu 3, na Kogu jih bo 13. Osnovno šolo v Miklavžu pri Ormožu v novem šolskem letu zaključuje 22 šolarjev. Na osnovni šoli Stanka Vraza bo letos 34 šolarjev, od teh pričakujejo 5 novincev. Novo šolsko leto se je začelo tudi v glasbeni šoli Ormož. 233 šolarjev obiskuje individualne ure različnih instrumentov. 34 jih je vključenih v balet in plesno pripravnico ter v mažoretno skupino. 10 jih bo obiskovalo glasbeno pripravnico. Posebej veselo pa so novo šolsko leto dočakali na gimnaziji Ormož. Letos imajo rekordno število dijakov, a tudi kar 1200 kvadratnih metrov novih šolskih prostorov, ki so jih pridobili s prizidkom. Gimnazija Ormož je pričela delovati leta 1998 in je bila v smislu izobraževanja domačinov izreden dosežek takratnega župana Vilija Trofenika.
Vse do leta 2014 je izobraževala samo za program Splošna gimnazija. V šolskem letu 2014-2015 pa je pridobila še strokovni program Predšolska vzgoja. Od šolskega leta 2021-2022 izvaja tudi srednješolski strokovni program Zdravstvena nega. Gimnazija Ormož bo v novem šolskem letu imela kar 364 dijakov. Seveda ni bilo nikoli toliko dijakov, kot sem danes pred dijaki tudi povedala, tudi jaz sem imela, sem povedala metuljčke v trebuhu. Danes nas je 364 dijakov bilo zbranih vseh od 1. do 4. letnika. Danes smo sprejeli 108 novih, se pravi dijakov prvih letnikov. Prvo leto imamo tudi 2 oddelka predšolske vzgoje, kakor vsako leto pa po en oddelek zdravstvene nege in pa gimnazija, splošna gimnazija. Na gimnaziji so tako veseli rekordnega števila dijakov, predvsem pa 1200 kvadratnih metrov novih šolskih prostorov. Zaradi dograjevanja oziroma širitve gimnazijske stavbe je namreč minulo šolsko leto pouk potekal kar na 5 lokacijah po mestu. Delno je pouk še potekal v obstoječi gimnazijski stavbi in v prostorih sosednje osnovne šole. Po 2 učilnici pa so imeli v gasilskem domu Prostovoljnega gasilskega društva Ormož, v župnišču in v gradu, ter še eno učilnico v dvorani Doma društev na Ljutomerski cesti. Kar ni bilo enostavno ne za dijake, a tudi za profesorje ne. Ja, najbolj veseli smo, da smo zopet pod eno streho in da se ne selimo po veliko lokacijah, kajti sploh si ne predstavljam, kako smo lansko leto speljali prvi šolski dan, niti se ga več ne spomnim, verjamem, da tudi dijaki ne in pa zaposleni. Šlo nam je dobro, ampak danes smo res hvaležni za to, da imamo čez 1200 kvadratov novih prostorov, kar pomeni za zdravstveno nego 3 specializirane učilnice, 2 splošni učilnice, vse kabinete za učitelje, pripravljalnice in pa gospodinjsko učilnico. Zelo veseli smo tudi, da bomo jedli skupaj v jedilnici naše šole, ki sprejme 170 dijakov, se pravi imamo po 2 odmora, tako da se bojo vsi dijaki, ki so naročeni na malico, tudi lahko najedli. Za nas še vedno kuha najboljša in izjemna osnovna šola Ormož, ki nam vsa leta nudi tudi prehrano. Tako da jaz mislim, da večino stvari je urejenih. Najbolj veseli smo tudi tega, da so danes prišli dijaki v te krasne prostore, kajti mi smo to 14 dni pripravljali, se trudili, da bo to zaživelo, ampak brez dijakov ne zaživi šola, pa je lahko še kako nova, sodobno opremljena. Oni so tisti, ki dajo življenje. In danes, ko jih srečuješ, ko te objamejo, ko pridejo, ko se bivši četrtiletniki napovejo, da pridejo na obisk na prvi šolski dan, to so tiste lepe stvari, ki se ne dajo opisati, in to pomeni, da je to, kar govorimo o naši šoli, tudi udejanjeno. Torej, če bi še enkrat ponovili, koliko jih je torej v prvih letnikih po posameznih programih? Zdaj v prvih letnikih imamo 108 dijakov, kar pomeni, da imamo v prvem letniku gimnazije skupaj 118 dijakov, oziroma ne, v prvem letniku vseh 4 letnikov je 118 dijakov, predšolska vzgoja 136 in pa zdravstvena nega 110 dijakov. Zdaj mogoče naj povem, da je v prvem gimnazijskem oddelku 28 dijakov, predšolska vzgoja jih je 25 in 25, ker imamo 2 oddelka, in pa v prvem letniku zdravstvene nege 30 dijakov. Tako da ja, letniki so kar polni. Naj povem, da 4. letnikov za splošno maturo je 28 za naslednje leto in pa za poklicno maturo
ki jo bosta upravljala 4. letnik predšolske vzgoje in pa zdravstvene nege, jih je pa v predšolski vzgoji 27 in pa v zdravstveni negi 23, to so pa ti naši maturantje. No, to pomeni, da zdravstvena vzgoja bo tudi že torej letos imela maturante. Zdravstvena vzgoja je imela letos prvič maturante, mi smo, ste že imeli? ja, tako, zdravstvena nega je imela letos prvič poklicno maturo, vsi dijaki so opravili maturo in smo bili neizmerno veseli. Prizidek, ki ga je financiralo Ministrstvo za izobraževanje Republike Slovenije, je v roku zgradilo komunalno podjetje Ormož, in sicer po načrtih arhitekta, nekoč dijaka ormoške gimnazije Gregorja Vernika, v sodelovanju z ravnateljico Klavdijo Zorjan Škorjanec. Razen tega imajo v Prtličju na novo urejeno razdaljevalnico malic in prostorno jedilnico, ki pa je nastala iz prejšnje jedilnice in z zaprtjem atrija. Uradna otvoritev novih prostorov bo novembra. Na prvi šolski dan so se dijaki zbrali pred gimnazijsko zgradbo, takoj zatem pa v šolski telovadnici, kjer so bili deležni kulturnega programa. Pozdravila sta jih ravnateljica Klavdija Zorjan Škorjanec in župan občine Ormož Danijel Vrbnjak. Posebej za dijake prvih letnikov pa so se predstavili tudi profesorji. V glavnem, vzdušje je že na prvi šolski dan bilo prijetno in šolsko leto je dovolj dolgo za nova znanja, izkušnje in dijaška doživetja. Filip, kaj praviš na pragu torej zadnjega letnika v gimnaziji Ormož? Ja, nič ne, gimnazija je prenovljena, vseeno mi je zelo všeč, tada zdaj mislim, da bo dosti lažje pa dosti bolj zanimivo, ker se na vse zadnje let privajamo zdaj na ta novi del. Tako da mislim, da bomo vsi skupaj uživali, pa se bomo fajn imeli, da bomo preživeli to zadnje leto. No, kaj pa nasplošno, vsa ta 3 leta, 4. letnik seveda bo verjetno kar lažje šel, ne? Kako ti je bilo všeč na gimnaziji? Meni je bilo zelo všeč, hitro smo se navadili, ker sem tak z Ormoža, tada mi je okolje, pa ljudje na gimnaziji so mi bili poznani že. Nisem se nekaj preveč obremenjeval, pa je vedno šlo, je bilo za vsakim letom dosti lažje, ko smo pridobivali izkušnje. No in če še bi bil enkrat na koncu osnovne šole, v katero srednjo šolo bi se vpisal? Gimnazija Ormož. Alen, kateri letnik pa si ti? 4. letnik. Se pravi tudi maturant splošne gimnazije? Tako je. No in kaj ti praviš, bi se še enkrat odločil za ormoško gimnazijo, če bi bil torej na koncu osnovne šole? Ja, še enkrat bi se odločil, saj je vzdušje tukaj fenomenalno, zelo smo povezani med sabo, pa tudi profesori so super. Kako se boš kaj posebej pripravljal na maturo, računaš kaj na pomoč same šole? Ja, zagotovo bodo profesori priskočili na pomoč, bomo to pomoč potrebovali, je pa tudi na nas, da sami se učimo in sproti delamo. No in kaj ti je recimo bilo najbolj všeč na gimnaziji? Ja, verjetno to, da smo z rokometno ekipo osvojili državno prvenstvo lansko leto. To pomeni, da si tudi športnik. Tako je. Si imel dovolj možnosti za ukvarjanje s športom? Več kot dovolj, imeli smo tudi nogometno ekipo, pa odbojkarsko, pa tudi na badmintonsko tekmovanje, atletska tekmovanja, zelo veliko športnih tekmovanj, ki se jih lahko udeležimo. To pomeni športni duh, ne? Tako je. Odkot si? Tržec. Kje je to? Pri Vidmu, okolica Ptuja. No, kaj pa sam prevoz do šole, si imel povezave? Ja, do Ptuja me tako in tako nekdo ponavadi peljal, potem pa tako in tako avtobus pelje iz Ptuja v Ormož. Ni bilo težav s tem? Ni bilo težav. Bravo, želimo ti uspešno torej to zadnje maturantsko leto. Hvala. Glede na to, da so vam toliko lepih učilnic iz zdravstvene nege uredili, ne, kako ti je všeč, se da primerjati s prejšnjimi pogoji? Težko reči, super učilnica so, ogromne, veliko novih predmetov, vidi se, da je veliko truda bilo vloženega, se že veselim do tega leta, da izkusimo pač res najbolj možni pouk zdravstvene nege. Pomeni, da si se že kar precej naučila, ne? Si tudi v tem času že kaj praktičnega dela opravila? Ja, smo imeli prakso na Ptuju in v Ormožu, v bolnicah, v domih starejših občanov. Če bi še enkrat bila na koncu osnovnega šolanja, bi se morda za isto pot odločila? Ja, bi se. To pomeni, da ti je všeč? Ja, super je. No, kaj pa ti je recimo na ormoški gimnaziji na splošno najbolj všeč? Bi rekla, da profesorji, seveda ravnateljica,
ker se vidi, kako imajo radi šolo, kako imajo radi dijake, da smo res vsi svoj primer, da nisi številka, veliko truda, veliko ljubezni vložene. Tako da. Gimnazija Ormož je tako v 3 srednješolske programe letos sprejela 28. generacijo dijakov. Skozi leta je tako v domačem okolju kot v regiji pridobila zasluženo veljavo in ugled. Sploh pa se na ormoški gimnaziji dobro počuti tudi mačka Hidra, ki je v gimnaziji našla svoj drugi dom. V okviru krajevnega praznika, ki v avgustu in vse tja do sredine septembra poteka v krajevni skupnosti Ivankovci, je na praznik Marijinega vnebovzetja potekala tudi prireditev Pozdrav trgatvi s tradicionalno postavitvijo klopoca. Letos so ob enem proslavili tudi 20 let poimenovanja kraja Svetinje. Turistično-kulturno društvo Ivankovci tradicionalno na veliko mašo 15. avgusta pripravi prireditev Pozdrav trgatvi, ki je namenjena postavitvi klopoca. Kot običajno se vse skupaj prične z mašo, ki je potekala v cerkvi vseh svetnikov na Svetinjah. Praznično mašo je daroval tamkajšnji župnik Jožef Rajner. Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren, pa tudi velika maša, je najstarejši Marijin praznik. Kristjani so ga obhajali že v 5. stoletju in predstavlja spomin na dan, ko je sveta Marija zaključila svoje zemeljsko življenje. Uradni del prireditve je bil takoj po zaključeni maši. Zbrane je najprej pozdravila predsednica Turistično-kulturnega društva Ivankovci magistrica Tanja Vavpotič, ki je spregovorila o situaciji v okoliških vinogradih, obenem pa naznanila, da Svetinje letos praznujejo 20 let poimenovanja. Sledil je blagoslov delov klopoca, ki so jih še pred postavitvijo zložili tik ob cerkvi. Blagoslov je služil v dober potek postavitve, za dober pridelek in zdravje ljudi ter v izogib naravnim ujmam in nesrečam. Zbrani so se potem odpravili na prizorišče, kjer je bilo že vse pripravljeno na vrhunec dogodka. Zbrane je najprej pozdravil župan Danijel Vrmjak in napovedal novo investicijo na Svetinjah. Tudi lokalna skupnost občina Ormož ni pozabila, da Svetinje letos praznujejo 20. obletnico. Mislili smo izvajati naslednjo leto investicijo, bomo pa kar letos začeli, tako da tam na parkirišču, kjer se postavljali avtomobile, se prične letošnje leto, mislim, da okrog meseca oktobra, že izgradnja nove turistične točke z tematsko potjo, vrednost približno 800.000 evrov, tako da bo še dodatno bodo Svetinje privabljale k nam ljudi, turiste, tudi konec koncev naše domačine. Zbrane sta pozdravila predsednik krajevne skupnosti Ivankovci Anton Zadravec, ki se je zahvalil vsem, ki so bili pripravljeni sodelovati pri organizaciji dogodka, ter zbrane povabil tudi na vse ostale dogodke v okviru krajevnega praznika. Spregovoril je tudi poslanec Andrej Kosi, ki pa je spregovoril o tradiciji pridelovanja vin in ohranjanju običajev povezanih z njo.
srček nagaja, ko prek polja, srce mi ključi uhaja, morda takrat se bo najna želja spomnila, ko prek polja, ko pa šla bova midva na pot. Tako pa so zbranim v pozdrav zaigrali domači dečki, sicer dolgoletni člani Turistično-kulturnega društva Ivanjkovci, ki so se v glasbeno skupino sestavili prav za letošnji praznik trgatve. V kulturnem programu pa je pozneje nastopila tudi folklorna skupina Turistično-kulturnega društva Ivanjkovci. Je pa zbrane v svojem prikupnem slogu in z novo avtorsko pesnitvijo pozdravila tudi 6. vinska kraljica Jeruzalemsko-Ormoških goric Sandra Kumer. Program in potek del pri postavitvi klopotca v nadaljevanju je povezoval Branko Fifnja. Glede na spretne roke domačinov ni trajalo dolgo, ko je klopotec stal pripravljen, da opravi svoje poslanstvo. Sledil pa je drugi del prireditve. Tak, zdaj pa še eni drugi posebni obletnici, ne? Kraj Svetinje oziroma Svetje, kako rečemo po domoče, praznuje 20. obletnico imenovanja. Pred 20 leti, leta 2005, so podali pobudo za poimenovanje kraja Svetje. Pobudniki so bili IGD Holermos, Davorin in Anka Lesjak, Zlatka in Aljoš Kosec, župnija Svetinje, župnik je bil Janez Grgner, pa Milan Pobernik. Ime za kraj Svetje pa je obstaja že od nastanka cerkve vseh svetnikov, ki je bila zgrajena leta 1730. Kasneje pa je bila ustanovljena tudi župnija Svetje. Za cerkev, pokopališče, osnovno šolo se je vedno uporabljalo Svetje. Je pa, tako kako smo rekli, kraj obstaja uradno od leta 2005 naprej. Krajani so se tistega leta na zboru strijali, kaj se imenuje novi kraj Svetinje. Pobudo so podprli tudi te turistične društve Ivanjkovce, ki mu je te predseduva Franc Polič. Občinski svetniki in pa takratni župan Vili Trofenik so tudi podprli to idejo in prišlo je seveda do toga, kaj je Svetinje grota kraj. Med gosti je prireditev s svojo prisotnostjo počastil tudi pred 20 leti župan občine Ormož Vili Trofenik. Sicer pa je dogajanje v zvezi z ustanovitvijo kraja Svetinje predstavil takratni predsednik Turistično-kulturnega društva Ivanjkovci Franc Polič. Kot je povedal, so si potem kmalu krajani izborili tudi ime za kraj Trstenik. Turistično-kulturno društvo KOK je tudi letos pripravilo niz prireditev, ki potekajo pod skupnim naslovom Poletje na Kogu. Začeli so z odprtjem razstave Kogovski obrazi, nadaljevali z literarnim večerom Branje na sepi, s kulinaričnim večerom Babičini kuhinji, s kolesarjenjem in pohodom ter s koncertom kogovskih dečkov. Dogajanja v okviru Poletja na Kogu pa zaključili z vinskim festivalom, ko so okronali tudi 9. kogovsko vinsko kraljico. Vinski festival v okviru festivala Poletje na Kogu je ena množičnejših prireditev, ki poteka na prostem pred tamkajšnjim domom krajanov.
Poleg gostov od vsepovsod so se festivala vin udeležili domači vinogradniki, vinski vitezi iz omizja Ptuj-Ormož ter vinske kraljice Slovenije, ter vseh 6 nekdanjih kogovskih vinskih kraljic in kogovski kralj, ter 8. kogovska vinska kraljica Rebeka Čurin, ki se je letos iztekel mandat. Zbrane je najprej pozdravil predsednik Turistično-kulturnega društva Kog Drago Lukman in vsem zbranim zaželel dobrodošlico ter k besedi povabil župana občine Ormož Danijela Vrnjaka, ki pa je pohvalil pestrost prireditev v okviru poletja na Kogu in trud organizatorjev. Posebej pa se je za promocijo domačega kraja v teku njenega mandata zahvalil 8. vinski kraljici Rebeki Čurin. Prvi del prireditve je predstavljala predstavitev rezultatov ocenjevanja domačih vin, ki tradicionalno poteka pod naslovom To vino je bilo pridelano na Kogu. Vinogradnikom so priznanja podelili predsednik Turistično-kulturnega društva Kog Drago Lukman, 8. kogovska vinska kraljica Rebeka Čurin in članica 5-članske strokovne komisije Cvetka Sekelšek, ki je podelitev pospremila z naslednjimi besedami. Ocenjevanje je potekalo 24. maja. In to je eno zadnjih ocenjevanj lokalnih na tem področju, od Lendave pa nekako do Ptuja. In to se pozna tudi pri kakovosti vin. Vino mora pravzaprav grozdje prvo dozoreti na trti. Stanko Čurin je večkrat dejal, ko vi trgate, jaz še škropim. To je bilo v tistih slabših letnikih, letos bo verjetno morala biti trgatev nekoliko prej zaradi teh visokih, nenormalno visokih temperatur. In pozna se, da so ta vina, ki smo jih dobili takrat, res dozorela tudi v kleti in tudi že v steklenici. Kajti marca pa aprila je to malo prehitro še. Tako smo letos podelili od 37 vzorcev samo 3 srebrne, 19 zlatih in 3 velike zlate medalje. Posebej te velike zlate medalje, to je res tako vino, da si misliš, kako je mogoče, da je kaj takega dala naša slovenska zemlja, ravno tu, in seveda so pa zato veliko zaslužni tudi naši delovni, pridni, skrbni ljudje, ki neumorno delajo, tudi če je potrebno vsak dan več ur, ne glede na praznik, na vse, delo je pač treba pravočasno opraviti. To je že napovedala, da je bilo ocenjenih tudi 11 šiponov in samo 2 šipona sta dobila srebrne medalje, 9 pa zlate. To je izjema, ne? Mogoče kdo misli, da komisija je kaj skozi prste pogledala, samo to še daleč ni tako. Tisto najvišje ocenjeno ocenjevali smo po 20-točkovnem sistemu. Mislim, da je dobilo tudi oceno 20 točk, vse drugo pa je bilo skupna ocena, pa je bila, samo malo, 19,6 in 19,7, to je malo pod 20. Jaz bi iskreno čestitala vsem vinogradnikom, pa vsem tistim, ki jih podpirate, ki vsa leta sodelujete na ocenjevanju in vsem, ki ste danes prišli, da počastite ta dan. Hvala in srečno. Najvišja priznanja, kar 3 zlate medalje, je prejelo vinogradništvo Plemenič in sicer eno za traminec pozna trgatev 2024, ter po eno za laški rizling izbor 2012 in laški rizling izbor 2010.
Del minulega festivala vina je bila tudi postavitev klopoca, ki je v tem času v vinogradih nepogrešljiv. Postavili so ga člani folklorne skupine Turistično-kulturnega društva Kok, ki so delo opravili ob pesmi in plesu ter prleški južini. Višek prireditve je bilo kronanje nove 9. kogovske vinske kraljice. Dosedanjo vinsko kraljico je na prestolu zamenjala Amalija Ozmec iz Gomile pri Kogu, sicer diplomirana inženirka kemijske tehnologije. Jaz, Amalija Ozmec, izvoljena 9. kogovska vinska kraljica, slovesno zaprisegam, da bom s ponosom, odgovornostjo in predanostjo zastopala vinogradnike in vinarje kogovskega območja. Z zvestobo tradiciji naših prednikov, spoštovanjem do zemlje, trte in vina ter s prijazno besedo in odprtim srcem bom širila glas o naših vinih, ljudeh in lepotah Koga. Predano bom predstavljala našo dragoceno vinorodno destinacijo Jeruzalem ter z iskrenim ponosom razkrivala najlepši košček občine Ormož, kjer srce bije v ritmu narave in kjer vino piše zgodbe. Obljubljam, da bom kot 9. kogovska vinska kraljica spoštovala vrednote skupnosti, spodbujala sodelovanje, veselje in spoštovanje tradicije ter s pokončno držo predstavljala dediščino naših krajev na domačih in tujih tleh. Naj me pri tej častni nalogi vodita srce in ponos in naj v mojem glasu vedno zveni pesem našega vinorodnega Koga. Hvala. Dvoletni mandat je novo okronani vinski kraljici začel teči takoj po prisegi. Prihaja čas novih izkušenj. Ja, želim si, da bom se lahko udeležila čim več dogodkov širom po Sloveniji, mogoče tudi katerega v tujini, in da bom tam širila to kulturo Koga, predvsem vinogradništvo. Je bila težka odločitev, da bi postali torej 9. kogovska kraljica? Pa malo je bilo potrebno premisleka, ampak ko vse skupaj povežeš neko celoto, ni bilo težko. Kaj mislite, se bo treba kaj podučiti sedaj, kaj na novo, glede na to, da ste diplomirana kemijska tehnologinja, ne, verjetno o vinu tudi precej veste? Pa ja, nekaj že vem definitivno, pa sem prepričana, da bo veliko novih informacij. Ste dobili kakšne posebne nasvete, napotke od Rebeke? Sem dobila tudi od Rebeke, pa tudi od vseh prejšnjih kogovskih vinskih kraljic. Za svojo jed ste izbrali mamino pito jabolčno, ne? Kako pa to? Nekako sem razmišljala, kaj bi pasalo k vinu, in sama imam rada tudi jabolčno pito, se mi zdi, da je tudi primerna temu času, pa sem izbrala tako jabolčno. Kako pa ste prišli do Miklinovega vina? Kot ste že slišali v moji predstavitvi, doma trenutno vinograda nimamo, želela pa sem pač izbrati nekega lokalnega vinarja in Mikline imajo tudi v mojem kraju vinograd in tako sem se odločila za njihovo slajše vino, ker imam tudi sama rajši slajše vino. Želimo vam uspešno delo, dobro promocijo in seveda, če ne prej boste svoje vtise povedali čez 2 leti, ne? Točno tako. Kako vam je pri srcu, Rebeka? Pa lepo, sproščeno, ki je vsega konec. Kakšnih izkušenj ste si nabrali pravzaprav v teh 2 letih? Verjamem, da ste kar potovali naokrog, ne? Pa ja, sem dobila kar veliko izkušenj. Res smo potovali po celi Sloveniji, spoznala sem nove prijateljice, s katerimi mislim, da tudi če se zdaj moja korona je končalo, bomo še se vseeno srečale, pa poklicale, pa kakšni deci spile. In kakšni so vaši napotki novi kraljici, kaj ji želite, kakšen nasvet bi ji dali? Samo naj uživa, naj gre čim na več dogodkov, da bodo spoznala čim več novih prijateljev. Kakšno je vaše mnenje, se s tem torej promocija kaj širi, recimo z vinsko kraljico? Ste vi kaj posebnega dosegli v tem času? Ja, moram reči, da se kar promovira, ker res gremo po celi Sloveniji in z našimi vini in ta vina tam predstavimo, tako da mislim, da se kar.
Ocenjena vina, pa tudi druga, so obiskovalci festivala imeli možnost poskusiti. Ostal je še čas za druženje ob prepevanju vokalne skupine Gogovski dečki in ob lahkotni glasbi The Oldies benda. Toliko za danes. Kot ste videli, življenje gre naprej, na poletje pa je ostal le spomin. Jesen prinaša nove dogodke, ki jim bomo sledili, tako kot ponavadi. Tako da vas v našo družbo že vabimo čez teden dni. Ta čas pa poskrbite, da vam bo lepo. Srečno!